Ja, uvrstitev v drugi krog izbornega postopka za naziv Evropske prestolnice kulture za Ptuj pomeni pravzaprav vse. Lahko bi tako rekli, za nas je to izjemno veliko potrdilo, da smo v bistvu v zadnjem letu, kolikor so tekle prijave, delali v pravo smer, da smo tu pa tam ostali po službi, ali pa bom rekla, kar zelo pogosto ostali po službi in snovali in v bistvu delali ogromno skupnostnih vključevalnih projektov in zdaj v bistvu lahko rečemo, da ni bilo brez razloga in v bistvu smo dobili svoj čudovit rezultat. Na katerih stvareh ste dali največ poudarka? Zdaj kandidature smo se lotili morda nekoliko drugače. Na Ptuju imamo to zadevo, da smo nekoč že kandidirali in smo se lahko marsikaj tam naučili in v bistvu tokrat smo se lotili zadeve bolj strateško. Vključevali smo skupnost, civilno družbo, nevladne organizacije, mlade ljudi smo želeli, umetnike, ki delajo in ustvarjali v mestu, ne glede na to, ali so na Ptuju rojeni ali tukaj, ali so priženjeni v mesto. V bistvu smo želeli najširši možni učinek, največ ljudi skupaj vključenih in hkrati smo želeli poudariti tisto najlepše, kar Ptuj pravzaprav ima svojo kulturno dediščino, veliko kulture in še več arheologije.